Respiratorni sincicijski virus ne ogroža le najmlajših, ampak tudi bolnike s kroničnimi obolenji, predvsem starejše, pri katerih je imunski sistem že tako ali tako oslabljen. Kakšna so opozorila, kaj naj naredijo, da preprečijo tovrstno okužbo, po drugi strani pa kako se kaže ta okužba, do kakšnih kliničnih slik prihaja in kako se odvija zdravljenje. Zdaj, podobno kot pri majhnih otrocih, lahko poteka okužba z respiratorno-sincicijskim virusom oziroma RSV na kratko pri starejših osebah, se pravi starostnikih nad 65 let, posebej tistih, ki imajo še dodatno obolenja z klinično sliko okužbe spodnjih dihal. Se pravi, pacienti v bistvu pač težko dihajo in velikokrat rabijo dodatek kisika, ker se pač kaže bolezen kot virusna pljučnica, tako da v bistvu je tudi razlog za sprejem v bolnišnice. Analize iz prejšnjih let nam kažejo, da pravzaprav so starostniki skoraj v enakem odstotku sprejeti v bolnišnico zaradi zapletov ob gripi, kot tudi zaradi zapletov ob RSV okužbah. V času, ko še vedno sobivamo z boleznijo COVID, so starejši v resnici zdaj že kar dodobra precepljeni in zaščiteni pred to boleznijo, po drugi strani pa jih zdaj ogroža okužba z respiratornim sincicijskim virusom. Je ta v tem trenutku, zlasti v obdobju, kako rečemo temu, sezonskih respiratornih obolenj najtežja? Verjetno velja tudi opozorilo pred gripo. Ja, tako je. Zdaj, COVID je pravzaprav pač okužba, s katero živimo že 2 leti, in ravno ti najbolj ranljivi ljudje, večinoma vsaj starejši, ki bivajo v domovih za starejše občane, so precepljeni že proti njej. Na drugi strani imamo pa zdaj te 2 bolezni, se pravi ta 2 virusa, ki pravzaprav v lanskem letu nista krožila. Zdaj, podatki, ki jih imamo iz Evrope, pravzaprav kažejo, da imamo enormen skok teh okužb v populaciji že izven sezone, se pravi v bistvu že v poletnih mesecih se je začelo povečevati število RSV okužb, zdaj pa pravzaprav prihaja še gripa, tako da je za pričakovati posebej za to odprto družbo, ki se seveda ne bo več zapirala, da bo virus krožil v populaciji. Tako da zelo pomembno je, vsi tisti, ki imate doma majhne otroke na eni strani, na drugi strani pa kakšnega starostnika, da se samovarovalno obnašate, se pravi, morate se ščititi pred okužbami. Uporaba maske tukaj je ključna in pa seveda dobra higiena rok in pa prezračevanje. Pa seveda, če imate res rizičnega bolnika, mislim starostnika ali pa koga v sorodstvu, ki je pač rizičen bolnik, če si bolan, ne hodiš na obisk. Ostaneš pač doma, dokler se ne pozdraviš in potem v bistvu ga prideš pogledati.